Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. Danes smo za vas pripravili zares izjemno zanimivo vsebino. Izvedeli boste, kako se morate obleči za uspeh, povedali vam bomo, kako do denarja in to hitro, potem odgovarjamo na vaša vprašanja, pogovarjali se bomo tudi o tem, kako prodati več cvička. Priporočilo je najmočnejše marketinško orodje. Pred kratkim je moja žena od svoje banke dobila pismo, v kateri priporočajo naj za o ponudbi banke obvesti tudi moža, prijatelje, znance. In žena je dejansko rekla, zakaj ne bi še ti prestopil v tej banki, pri kateri sem sedaj jaz, boš imel brezplačno to, pa za 6 mesecev ti dajo še nekaj, pa še banka bo na moj račun nakazala 25 evrov. Zakaj je ta poteza banke tako dobra? Poglejte, ljudje radi priporočamo odlične storitve in izdelke drugim ljudem, sploh znancem, sorodnikom. In banka se je odločila, zakaj pa ne bi pospeševali prodaje tako, da svoje stranke poskušamo prepričati, da one delajo reklamo, se pravi priporočajo našo banko. In naredili so to zadevo na ta način, da so nagradili obe strani. Nagradili so mene, ki bi bil nova stranka, in nagradili so obstoječe stranke, za vsako priporočilo je tudi denarna nagrada. Zdaj, zakaj je priporočilo tako močno marketinško orodje? Zato, ker priporočene stranke so običajno boljše stranke kot tiste, ki jih dobi podjetje nekje drugje. Priporočene stranke, ker pridejo na priporočilo, se manj pritožujejo, manj poskušajo znižati ceno, običajno so že vnaprej prepričani, da bodo dobro kupili. Recimo, če prijateljici reče, sem videla super oblekco zate v tistem in tistem butiku, potem je tista oblekca že prodana, ne glede na to, kako sposobna je prodajalka v tistem butiku. Se strinjamo, mar ne? Torej, priporočene stranke so boljše, manj se pritožujejo, manj poskušajo zbiti ceno, hitreje se odločajo in sama metoda priporočila je na nek način tudi poceni metoda za podjetje. Zato, ker podjetja morajo samo komunicirati s svojimi strankami in jim povedati, kaj bodo imele od tega, če bodo izdelek ali storitev priporočile še drugim strankam. Če imate podjetje in če imate zveste stranke, prepričan sem, da jih imate, potem razmislite o tem in ponudite nekaj svojim strankam. Recite, zakaj ne bi vi priporočili to našo storitev izdelek še drugim strankam in obvezno nagradite obe strani. Ne nagrajevati samo nekoga z neko provizijo za to, da bo nekoga pridobil, pripeljal. Včasih se še bolje obnese, da nagradite samo tistega, ki bo prvič kupil pri podjetju. Torej, ena od oblik priporočanja so priporočila zadovoljnih strank, zdaj drugič bomo pa govorili tudi še o 2 drugih oblikah priporočil. Še enkrat si pa zapomnite, priporočilo je najmočnejše marketinško orodje in uporablja ga lahko prav vsako podjetje. Moja današnja gostja je Jerneja Agič, svetovalka za imidž. Jerneja, dobrodošli. Pogovarjala se bova pa o tem oblačenju. Mene seveda kot prodajalca najbolj zanima, ali lahko s pomočjo oblačenja prodam več, a vpliva na splošno počutje in strank in moje počutje, pa na koncu na končni rezultat tudi to, kako se obleče prodajalec. Zelo, ker prodajalec ima vseeno osebni stik in pravimo, da v bistvu najprej prodamo sebe, šele na to izdelek, storitev, karkoli ne smo prišli prodajati. Predvsem zaradi prvega vtisa, ta se zgodi v parih sekundah in na osnovi oblačil stranki takoj lahko povemo, ali smo zaupanja vredni, ali smo kredibilni, ali smo profesionalni, ali smo kreativni. In če naš videz o tem govori, potem bo stranka kupila v bistvu to tudi, kaj prodajamo. Se vam zdi, da se podjetniki dovolj ukvarjamo s svojim oblačenjem? Ker vem, da se politiki zelo veliko. Malo prej sva tudi se pogovarjala izven studija o volitvah, recimo ameriških, in tam menda tudi barva sukanca odloča včasih, oziroma pozorni so na vsak detalj. Kako to? Zakaj? Pri ameriški politiki vsekakor preden sploh stopijo ven, videz uskladijo z PR sporočilom, tako da je ta usklajen. Pri nas so tudi takšni, ki se zavedajo moči imidža na tržišču, veliko pa je takih, ki ne.
In če bi vedeli, da lahko za svojim videzom sporočajo, lej, ne, jaz sem neprofesionalen, jaz ne znam tega storiti, bi vsekako razmislili, da bi svojo podobo spremenili sebi v prid. Torej lahko rečemo, da včasih besede politika ali pa podjetnika, prodajalca govorijo eno, sama podoba, pa govorica telesa ali pa obleka pa govori nekaj drugega in verjetno to ljudje podzavestno opazimo. Ne? A to vsekakor, ne? Ker na to vplivajo v bistvu te same linije oblačil, ne? Ali so ravne, ali so valovite, ne? Ali so mehke, ali so stroge, potem barvo različno doživljamo. In na osnovi tega seveda pač sprejmemo sporočilo, ki je lahko popolnoma v nasprotju z verbalno vsebino. Kje pa do pravih informacij, ker večina moških, kako se oblačimo, malo žene, ne prispevajo k našemu oblačenju, verjetno nihče od nas ni prebral kakšne literature z tega področja, ali se splača. Svetovalec za imidž pomaga pri vsej tej zadevi, ne? Tako, svetovalec za imidž pomaga, svetuje, kateri videz je primeren za določen poklic, za določeno priložnost, za določeno okolje, ne, ker je pač to vse potrebno prilagoditi. Je pa tudi nekaj literature pri nas, ne, tako da se splača pogledati še posebej, ne, danes, kjer videz vsekakor je tisto odločilni tudi. Pa so za določene priložnosti določena oblačila ali je vseeno odvisno od tega, kaj si, oziroma verjetno se moraš udobno počutiti v tistem oblačilu, v katerem si, ja, ne? No to je tudi v bistvu še ne zelo nekaj pomembnega. Za svojim videzom moramo tudi izražati svoj osebni značaj in na osnovi tega potem prilagodimo poslovni videz. Seveda se ve različni dress kodi, kateri so za različne poklice in ja, tudi pomembno je potem prilagoditi ta videz samemu okolju, ne. Nekaj, če recimo sva midva v studiu, nekaj, če sva recimo na sestanku pri kakšni taki konzervativnemu podjetju, drugo pa je, če greva na sestanek v kakšno oglaševalsko kreativno podjetje. Se pravi, se prilagodimo okolju in sogovorniku. In priložnosti. Tako. A je mogoče biti predobro oblečen, glede na priložnost? Ja, lahko pa tudi, ne. Predvsem kandidati za zaposlitveni intervju. Jaz jim predlagam, da se ne oblečajo boljše, kot je delodajalec. Ja, ali pa boljši avto imeti kot šef, ja, to sem že tudi slišal, ni preveč dobro. Kaj imate tukaj na mizi? Kaj so tele barvne, ne vem? Ja, to so barvne krpice. Te pa služijo, da ugotavljamo, katere so tiste barve, ki so skladne z naravno koloristiko osebe. Tako ugotovimo, v katerih barvah je oseba videti bolj sveža, bolj mladostna, bolj privlačna in katere barve se tudi potem izogiba, da se ji ne poudarijo razni podočnjaki, bledičnost. Potem, ko ugotovimo, katere barve so primerne za osebo, dobi svojo barvno karto, s katero gre nakupovati in je lahko v bistvu brez skrbi, da bo kupila pravi, ne, da bo naredila pravi nakup. Ampak kako to ugotovite? Se pravi, samo pogledate osebo, primerjate, torej svetovalci veste, katera, bo rekla, barva nekomu paše, ne, pristoji, katera pa ne, kako? Ja, to so kar študije, ne. To se ocenjuje na podlagi barve las, barve tela kože in barve oči in na osnovi tega potem gledamo, katere barve so tiste, ne, ki naredijo najlepšo skladnost na celotno koloristiko, ne, ker pač tu smo naravno barva in potem z oblačili še nadaljujemo z skladnimi barvami. Eno provokativno vprašanje. Jaz imam enega ameriškega predavatelja, se ukvarja veliko z retoriko in tako naprej. In on svetuje, pravi, če želi z odra veliko predati, moški mora imeti črno obleko in vijolično kravato. In potem ima celo vrsto posnemovalcev, ki točno to počnejo. Zdaj, kako bi komentirali recimo ta njegov nasvet, ki je zelo ameriški, ne? Recept, to je to. Ja, jaz bi tu dodala še belo srajco. Ja, to je rekel, ja. Bela srajca. Ja, to naredi na sogovornika zelo močan vtis. Te dve kombinacije, vijolična in črna ali temno-siva, ustvarja zelo močan vtis in nobene druge kombinacije ne bodo ustvarile tako močan vtis. Tako da vsi zapomnejo. Vsekakor. Kaj pa ženske, ki nimate kravate? Se pravi, enostavno, za moški je v redu, zdaj že vem, kako, ne? Ja, ženskam je še lažje. Mi se lahko oblečemo v popolnoma določeno barvo kostima, obleke. Tako da je tale lahko sporočilo še ne bolj izrazito.
Kaj pa recimo krilo, hlače pri ženskah, visoke pete, nogavice poleti, ne nogavice? Ja, a so tukaj to bonton, ta pravila še zmeraj tako fiksna? So pravila, pravimo jim nenapisana pravila. So predvsem tam, jih moramo upoštevati, kjer imajo tudi dress code podjetja. Ne? Se pravi, če ga mi nimamo in če stopimo na obisk temu podjetju, se tako oblečemo, ker nakažemo spoštovanje do tega podjetja. So pa recimo krila naj ne bi bila krajša tam 7 centimetrov, potem verjetno nad koleni, pod koleni. Tako, nad koleni, nad koleni. Ne krajša, ker v bistvu, če se ženska usede, potem je to več. Ne? Ja. Potem prav tako ramena naj bi bila zakrita, čevlji spredaj obvezno zaprti, navljenke tudi poleti, predvsem tam, kjer je seveda resno podjetje. Vratni izrezi ne predolgi, uhani pri ženskah, ja. Predvsem, nič kaj je dosti zabavno, tako z moškega stališča. Ampak je resna tema. Če želimo biti uspešni v poslu, se pravi, obleka vpliva na uspeh. V uspeh v poslu, v prodaji, v življenju, v politiki, kot vidimo. Koliko časa ne bi se pa nekdo, ki se na to ne spozna, s tem ukvarjal? Oziroma, kaj ne nekdo naredi, ki se... Recimo, jaz se ne spoznam na to. Kaj mi svetujete? Kaj bi bil prvi korak, drugi, tretji? To je zadosti že en obisk svetovalcu za imidž, kjer se podajo nasveti, kateri kroji so tisti, ki so usklajeni z samim telesom in pa katere oblačila, kombinacija njih so primerne za posamezno priložnost, ki jo pač oseba potrebuje. Ne? V zdajšnjih časih bo marsikdo vprašal, se je možno tudi primerno, dobro, profesionalno obleči za ne preveč denarja, ker to je tudi del enačbe. To je velikokrat tudi izgovor, zakaj pravijo, da se pač ne morejo obleči. Danes se da poslovno obleči tudi za manj denarja. Vsekakor pa je res, da vkolikor je kvaliteten material, je tudi dražji in deluje bolj profesionalno. Vendar poslovni videz primeren za samo obleko, za hlačami, je enaka cena kot sproščenega videza. Hlača, suknič, popolnoma enako. Kaj pa menjava, modni trendi, je pogosto potrebno menjati vse skupaj ali so določene zadeve, ki dlje časa zdržijo? To vse zanima. Ja, to je tudi zelo zanimivo vprašanje, kajti poslovno oblačenje je tudi vezano na modo. In predvsem z tega stališča, ker pač moda se vedno spreminja in če smo mi oblečeni v stara oblačila, dajemo videz, da ne vemo, kaj se v svetu dogaja, da ne gremo v korak s časom. Ali pa nas nekdo pogleda, pa prav, temu je pa dobro šlo pred 9 leti. Recimo, tako, ja. Vsekakor pa ne slediti, mislim, vemo, da ima pa moda različne načine, da plesira izdelka na tržišču, tako da vedno izberemo tisto, kaj potrebujemo. V ponudbi, ki je. Kaj bi svetovali podjetnikom, recimo, mogoče že za konec tega intervjuja, glede oblačenja, mogoče par kratkih nasvetov, kakšen uporaben nasvet za jutri, pojutrišnjem, razen tega, da se splača s tem ukvarjati in da mogoče en obisk pri mentorju, imidž konzultantu naredi lahko veliko razliko? Ja, jaz bi na prvo mesto vseeno postavila negovanost in urejenost. Marsikdaj nam bodo tudi zamižali, če ne bomo bili primerno oblečeni, pa ne bo, glavnem... Čistoča in tako naprej, urejenost, to je prva stvar, brez tega se sploh ne smemo prikazati nikjer. Ker brez tega potem govorimo, ta še za sebe ne zna poskrbeti, kako bo šele za ostale. Tako da to je na prvem mestu. Drugo pa, če bodo imeli formalna srečanja, naj oprne moški kravata, srajca in obleka. V sproščenih priložnostih je tudi pulover eleganten, z elegantnimi hlačami in pa športni suknič. Ženske pa lahko tudi casual kostim, formalen kostim, seveda odvisno od same priložnosti. Kaj pa delodajalci, šefi recimo, je njihova dolžnost, da opozorijo zaposlene, če niso primerno oblečeni?
Ja, jaz mislim, da ja, ne, če jim je v interesu, da pač podjetje dobro dela, ne, ker pač njihovi zaposleni za svojim videzom pač predstavljajo imidž podjetja in zdaj, če ta ni v skladu z imidžem podjetja, potem to ni v redu. Ne? Najlepša hvala. Prosim. Danes vam bom predstavil zelo zanimivo knjigo, ki je uporabna za vse podjetnike. Naslov knjige je Marketing Outrageously, napisal je Jon Spolestra. Poglejte, to je tale knjiga za zanimivo naslovko. Seveda vam jaz sedaj ne bom te knjige prebral, ampak povedal vam bom na kratko vsebino, pa zakaj je ta vsebina pomembna za vse, ki se ukvarjamo s poslom. Knjiga govori o tem, kako s čim manj sredstvi doseči čim večji učinek. In včasih moramo biti nenavadni, nekaj posebnega, naš marketing mora biti močan, uporabiti moramo sredstva, ki se mogoče zdijo nekomu tudi neprimerna. Sicer pa je avtor vodil marketing in prodajo v 4 ameriških športnih klubih in tukaj je zanimiva poanta. Če pogledate recimo ameriške košarkaške klube in kako se prodaja šport v Ameriki, boste videli, da so tukaj velike razlike in Slovenci imamo tukaj zelo veliko rezerv. Pri nas pogosto in tudi uspešni športniki in športni klubi jamrajo, da ni dovolj sredstev, da ni sponzorjev, dvorane so pogosto polprazne, čeprav glede na kakovost športnikov in športnih klubov v bistvu ni prav, da je tako. V Ameriki se pa pogosto dogaja, da tudi najslabši klubi imajo polne dvorane. Zdaj, kako je to možno? Odgovor je zelo enostaven. Več se ukvarjajo z marketingom in s prodajo. In avtor navaja primer kluba, ki ga je vodil je prodajo v takšnem klubu. Bil je en klub, ki je bil proti dnu lestvice v košarki, imeli so vedno polno dvorane in imeli so dovolj denarja, ki so ga dobili s prodajo vstopnic, pa tudi od sponzorjev. Kako je to mogoče? Ja, recimo ena sprememba in nekaj, kar Slovenci ne delamo. On je imel zaposlenih 15 prodajalcev, ki so po telefonu in z obiskovanjem strank prodajali vstopnice. Potem skoncentriral se je ne samo na prodajo vstopnic na dan tekme, pač pa so prodajali sezonske vstopnice podjetjem in podjetja so kupovala vstopnice za svoje partnerje. Naredil je povezave z lokalnimi restauracijami, tako da družine, ki so kupile vstopnice za tekme, so imele potem brezplačno kosilo ali pa večerjo v restauracijah okoli stadiona in tako naprej. Torej, ugotovil je, kdo je v resnici stranka. Če so stranke družine, je potrebno družinam ponuditi družinsko zabavo in tako naprej. Se pravi, priporočam vsem, ki se ukvarjajo s športom, športnim marketingom, da si preberejo to knjigo, pa tudi sicer predlagam vsem podjetnikom, da ves čas berejo knjige, ker težava večine slovenskih podjetnikov je, da se premalo ukvarjamo z marketingom in prodajo. Preveč skrbimo samo za to, da so naši izdelki in storitve kakovostni, da smo res dobri, ampak pozabimo to širšemu občinstvu povedati. Če ljudje ne vemo, kako smo dobri, kako smo kakovostni in kaj vse lahko naredimo za njih, ne bodo kupili pri nas. Svetujem vam, da se vsak dan vsaj kakšno urico, če ste podjetniki ali pa če delate v kakšnem podjetju, ukvarjate z marketingom, pa razmišljate o tem, kako boste prodali. In to je eden tak zanimiv pristop. Marsikdo mi pa reče, ja, ampak to delajo Američani, v Sloveniji to ne bo delovalo. Ni čisto res. So panoge, kjer Slovenci in Evropejci sledimo Američanom. Recimo ena takšna panoga so trgovci. Naše trgovine so zelo podobne ameriškim trgovske centre ali pa evropskim. Recimo v športnem marketingu pa še precej zaostajamo. In še zelo veliko panog je, kjer dejansko se slovenski podjetniki ne ukvarjajo dovolj z marketingom in prodajo. Mogoče tako kot v fitnessu, 5 minut na dan, 10 minut na dan ukvarjanja s prodajo lahko na koncu leta prinese zelo pozitivne rezultate. Gledalec Matija je postavil provokativno in aktualno vprašanje. Zanima ga, kako hitro do denarja. Pravi, da ima žiro račun, tekoči račun prazen, da je račun podjetja prazen in kaj naj stori, da bo prišel hitro do denarja. Sedaj od mene kot marketinškega svetovalca bi bilo dokaj nekorektno, tako kot od zdravnika, da postavi diagnozo brez da v resnici pogleda pacienta, ampak kljub vsemu imam nasvet, zelo kratek, enostaven. Poglejte, če morate hitro nekaj prodati, hitro zaslužiti, potem vam svetujem, da se obrnete na stranke, ki že
pri vas kupujejo. Vsako podjetje ima zadovoljne stranke, verjetno imate, gospod Matija, tudi vi zadovoljne stranke. Torej, pokličite jih, pišete jim, pošljete jim posebno ponudbo, naredite nekaj posebnega za VIP stranke, za specialne stranke, zato ker če kdo želi porabiti še malo več denarja v vašem podjetju, bodo to tiste stranke, ki vas že poznajo, ki vam zaupajo, ki ste jim všeč. Torej, edini način, da hitro pridete do denarja, je, da komunicirate z nekom, ki vas že pozna, ki že kupuje pri vas. Zdaj pa kako boste to naredili, na kakšen način, to je pa malce daljša zgodbica. Še eno vprašanje imamo, postavila ga pa je gledalka Anita. Anita pa pravi, da na razpisih nikoli nič ne dobimo. Prijavljamo se na razpise, pa vedno zmaga nekdo drug. Kaj svetujete? Ja, to je dokaj težko vprašanje. Marketinški svetovalci običajno takrat, kadar ne poznamo odgovora, rečemo odvisno. In tudi tukaj je odvisno od marsičesa, ampak zdaj takole pravijo tisti, ki pogosto zmagujejo na razpisih, pravijo, da če za razpis veš iz uradnega lista, potem si že prepozen. Torej, če želite zmagati na kakšnem razpisu, ki ga jaz z državo ne delam, tako da ne vem, kako to v resnici poteka, ampak pomaga, če vplivate na to, kaj v razpisni dokumentaciji piše. Oziroma drugače bom povedal bolj splošen odgovor, ki velja za vse panoge. V vsaki panogi so malenkoste mini skrivnosti, ki jih je potrebno poznati, če želimo prodati. In vi morate te skrivnosti poznati. Torej, če vedno izgubite na razpisu, potem očitno niste dovolj dobro naredili domače naloge. Pomeni, da ne poznate dovolj dobro želja naročnika, niste dovolj investirali v partnerski odnos z bodočim naročnikom, ker tudi druženje z ljudmi je pomembno. Na koncu se pogosto ljudje odločimo in damo posel tistemu, ki nam je bolj všeč, s katerim imamo bolj pristen odnos. Torej, poglejte, kaj dela konkurenca, ki vedno dobi na razpisih in poskušajte narediti nekaj podobnega. Če se vam pa zdi, da tisto, kar delajo, ni etično in moralno, potem pa začnite prodajati na kakšen drug način. Danes imam za vas izziv, zanimivo nalogo. Predstavljajte si, da ste pridelovalec cvička in vaša naloga je prodati čim več cvička, po čim višji ceni. Kako bi se posla lotili? Verjetno bi začeli z generiranjem idej, poskušali bi na papir napisati čim več idej, potem pa bi te ideje poskušali preveriti v praksi. Ampak če vam danes rečem v tem trenutku, no poskušajte mi povedati čim več idej, kako povečati prodajo cvička na Dolenjskem, v Sloveniji in v svetu. Kar naenkrat je tema pred nami. Ne vemo, kako bi generirali čim več idej. Lahko pa si pomagamo s seznamom, s plonk listkom. In jaz imam en takšen seznam. In na tem seznamu piše, kaj če bi recimo uporabili nek način prodaje, ki je že uveljavljen v neki drugi panogi. In tukaj imam primer recimo svet knjige. Kaj če bi poskušali prodajati mesečno naročnino na cviček? Recimo, da se lahko naše stranke naročijo na 2-3 steklenice cvička vsak mesec. To je že ena ideja. Druga ideja, kaj lahko cvičku dodamo? Mogoče bi lahko vsaki steklenici cvička, ki ga prodajamo, dodali zraven še knjigo z recepti. Ali pa mogoče kakšno drugo hrano, ki sodi poleg cvička. Tretja ideja, kaj lahko cvičku odzamemo? Kaj bi lahko cvičku odzeli? Mogoče mu lahko odzamemo del alkohola, pa bi bil to cviček light. Vem, se že smijete, ne? Lahko bi mu odzeli vodo, pa bi prodali cviček v prahu, če bi našli ki kupce. Kaj še? Zapakiramo lahko več stvari hkrati in dobimo en paket in paket gre lahko v prodajo bolje kot en sam izdelek. Potem lahko povečamo embalažo, recimo, zmanjšamo embalažo, naredimo kakšno izjemno embalažo, ki je po svoje zanimiva. Potem lahko spremenimo proces. Kaj je to sprememba procesa? Recimo, da se uspemo nekako dogovoriti in uzakonimo predpis, da je na Dolenjskem, da morajo vse gostilne uvesti obvezen pogrinjek in del obveznega pogrinjka je tudi 1 deciliter cvička. Če bi to uspeli, bi to takoj povečalo prodajo cvička na celotnem Dolenjskem. In seveda takšnih idej in podobnih imam tukaj še 40-50, zato ker sem si pomagal s seznamom. Zdaj, podjetniki moramo biti kreativni in eden
del razmišljanja v podjetništvu, ki prinaša rezultate, je kreativnost, inovativnost. Seveda potem pa, ko generiramo ideje, to ni dovolj, ker verjetno se boste strinjali, da so mnoge od teh mojih idej mogoče malo tako vprašljive, vprašanje, če jih lahko uporabimo v praksi ali ne. Se pravi, prva točka procesa je generirati čim več idej, druga točka je pa izračunati moramo, ali se te ideje splačajo in preveriti pri ljudeh, ki so običajno negativno razpoloženi, ne, in ki so negativisti, vprašati, ali bi to delovalo. Večina ljudi bo rekla, ne bo delalo, torej, ampak moramo tudi ta trezen način razmišljanja uveljaviti, preden poskušamo s kakšno idejo priti na tržišče. Še enkrat pa, poglejte, posel ne bi bil tudi zabavna stvar in generiranje idej ne bi bil del te zabave, hkrati je pa to dobičkonosna zabava, ker samo z inovacijami lahko napredujemo in z inovacijami lahko prodamo več, izboljšamo izdelek, izboljšamo tudi mogoče dojemanje blagovne znamke, dojemanje našega izdelka. V knjigah in na spletu je veliko informacij o tem, kako biti bolj kreativen in jaz sem prepričan, da male slovenske podjetnike in tudi večje lahko kreativno razmišljanje, generiranje novih idej pripelje do rasti in do enega obdobja, kjer bomo spet vsi veliko prodajali in veliko služili. Imate kakšno dobro idejo? Mislite, da bi se z vašo idejo dalo zaslužiti? Mnogi slovenski podjetniki pravijo, da imajo dobre ideje, ampak da nimajo denarja, da bi dejansko ideje zaživele, da bi jih izpeljali. Zdaj, kakšne možnosti ima podjetnik, ki ima idejo, pa recimo potrebuje nekaj denarja? Ena možnost, ki vam verjetno prva pade na pamet, je, da si sposodite nekaj denarja od staršev, prijateljev, znancev, sorodnikov. Je dober vir financiranja, ampak včasih se slabo konča. Drug možen vir financiranja so banke. Banke zadnje čase precej slabo posojajo denar sploh manjšim podjetnikom. Potem so tukaj še razni investitorji, se pravi, lahko greste k nekomu, ki ima veliko denarja in vprašate, če bi podprl vaš projekt, ampak pot je običajno težka in ne veste, kaj se bo v resnici na koncu zgodilo. Danes je možno pridobiti sredstva še na en drug način in tukaj pridemo do spet spleta, interneta. Cel svet je postal globalen in na internetu boste našli celo vrsto, mislim, da jih je 300, 400, vsaj tako imenovanih crowdfunding platform. Zakaj v resnici gre? Gre za način financiranja, ker vaš projekt financirajo drugi ljudje. Zdaj, kako recimo to poteka? Tukaj na ekranu imam eno od teh platform in tukaj recimo zdaj piše, kako zadeva deluje. Če želite pridobiti kakšen denar, enostavno si zastavite cilj, recimo, da potrebujete 15 ali 20 tisoč evrov, potem opišete, zakaj boste te evre porabili, objavite vaš projekt na tej spletni strani in tudi obljubite tem supporterjem oziroma ljudem, ki naj bi investirali to v vašo kampanjo, kaj jim boste za vse skupaj dali. In te platforme so v svetu več 100 milijonov raznih projektov že podprle. Zdaj, čisto konkretno, recimo, da imate idejo, da bi, ne vem, izdali ploščo, pa da potrebujete 5000 evrov, objavite to na spletu in če se mogoče v enem mesecu ali dveh, ko si postavite rok, prijavi dovolj ljudi, ki so pripravljeni dati mogoče 50 ali pa 100 evrov za to, da podprejo vaš projekt, potem boste projekt izpeljali. Če vam ne uspe, pa nič hudega, nihče ni nič izgubil, denar, ki so ga tisti, ki so ga že vplačali, pa ne pride do realizacije projekta in vrnejo, lahko postavite mejo na 5000, 10 tisoč, 20 tisoč evrov in se odločite, da v projekt ne boste šli, če ne dosežete določenega nivoja, lahko pa rečete, vzamem, kolikor denarja mi pač ljudje dajo. Zakaj je ta način financiranja projektov zelo primeren? Predvsem zaradi tega, ker boste na ta način ne toliko dobili zelo veliko denarja, ampak za zelo malo denarja boste ugotovili, ali je vaša ideja kaj vredna ali ni vredna. Ker če mene vprašate, večina idej ni nič vredna. Ideje so precenjene, vredna je realizacija, uspejo tisti podjetniki, ki so pripravljeni v resnici nekaj narediti za to, da bodo uresničili svojo idejo. Ampak pomaga pa tudi, ker če boste recimo vprašate znance, prijatelje, kaj ti misliš o tej moji ideji? Večinoma vam bodo rekli, super, kar poizkusi. Ali pa mogoče testiraš pri banki, pa banka vam bodo rekli, tega mi nismo pripravljeni podpreti. Edini pravi način, da ugotovite, ali je vaša ideja ali dobra, je,
da na nek način ljudje glasujejo, ampak ne glasujejo s kliki na Facebooku, z všečki in tako naprej, da glasujejo z denarnicami. In te platforme, ki so v svetu danes zelo popularne, točno to omogočajo. Če so ljudje pripravljeni podpreti vaš projekt s $50, recimo, potem ste verjetno na pravi poti. Če niso pripravljeni dati niti $50, potem verjetno bo treba pri vašem projektu nekaj spremeniti. Torej, dragi gledalci, dragi podjetniki, podjetnice, priložnosti so vse povsod, na spletu je zelo veliko priložnosti, poizkusite. Morda bo pa ravno vam uspelo pridobiti nekaj denarja za uresničitev vaše ideje. Upam, da vam je bila današnja oddaja všeč in da ste izvedeli veliko novega in da ste se tudi nekaj naučili. Vidite nas lahko tudi na spletu. Ta oddaja se že nahaja v našem arhivu, naslednjo oddajo pa si lahko ogledate čez en mesec v sredo ob 8:30 zvečer.